Dela ni premalo. Dela je ogromno, tako bom rekla, ne. Dediščina zahteva stalno skrb, preventivo, nego, vzdrževanje, kakorkoli. Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Akademija. Kaj ti je? Pozdravljeni ob poslušanju podcasta Akademija. Kaj ti je? Ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes gostimo Lucijo Močnik-Ramovš, redno profesorico, konzervatorko in restavratorko, ki na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani vodi oddelek za restavratorstvo. Svojo strokovno pot je posvetila ohranjanju likovne dediščine, predvsem konzerviranju in restavriranju slik na platnu ter polikromirane plastike. Poleg dolgoletnega pedagoškega dela je vodila številne pomembne konzervatorske projekte, sodelovala s priznanimi ustanovami kot so Narodna galerija in prispevala k razvoju restavratorske stroke v Sloveniji. Bila je dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Lucija Močnik-Ramovš je tudi avtorica učbenika o strukturnih posegih na platnenih nosilcih slik ter aktivno sodeluje v strokovnih komisijah za varstvo kulturne dediščine. Svojim znanjem in predanostjo pomaga, da umetnine ohranijo svojo zgodbo za prihodnje generacije. Lucija, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, pravzaprav. Kako se počutite danes? Rekla ste, da ste bila že na trgu. Ja, izkoristila sem jutranji hlad, vzela hladilno torbo in opravila te obveznosti, ki se jim skušam izogniti čez vikend. Ne? Pa še cene so, slišam, cenejše na trgu med tednom, kakor za vikend. A to pa ne vem. To pa zato, ker nikoli ne greste za vikend. Ne, če se le da, ne. Ok, in po trgu ste prišla semle na Erjavčevo cesto na ALU, kjer pa ste že kar nekaj časa. Koliko časa pa ste že v ALU kolesju? Praktično od vsega začetka. Jaz sem en tak jajček, ki sem se razvila na Akademiji. Skratka, po moji specialki na restavratorstvu sem praktično začela kot asistentka in na koncu tudi tukaj ostala. Tako, Da ste pa prvič slišala za ALU, mogoče še pred študijskimi časi? Ja, za Akademijo sem slišala že, seveda, že pravzaprav pri izbiri, že v družini, zato ker je moj oče slikar, in smo se veliko pogovarjali, tako da nekako, je bila nekako logična pot zame, da nadaljujem, pa ne zaradi pogovorov v družini, ampak čisto zaradi tega, ker zaradi osebnih preferenc in želje, da nadaljujem pot na študijo slikarstva. Aha, slikarstvo, ampak kasneje pa potem restavratorstvo. Tako. A so očetove slike začele razpadati? Pa? Ne zaradi tega, ampak je bila bolj taka, mogoče bolj, kako ne rečem, premišljena pot, da sem si našla neko področje, ki me je veselilo in hkrati za katerega sem vedela, da bom mogoče od njega lažje živela na začetku karierne poti. Tako da me je pol čez nekaj let to popolnoma preusmerilo v to strokovno pot, tako da sem tudi nehala slikati in se posvetila res temu področju. Kaj pa vam je Akademija na začetku pomenila, čisto semantično? Kaj je ta beseda Akademija, mogoče z dodatkom za likovno umetnost in oblikovanje? Kako ste to razumeli? Ja, predvsem kot en prostor kreativnosti, sproščenosti. Jaz sem že prej hodila na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, tako da mi je to nekako je bil tako logično nadaljevanje iz enega okolja, ki je drugačno od drugih srednjih šol, v neko okolje, kjer je poleg
izraza kreativnosti, pravzaprav je vse drugače, ne? Način dela je drugačen, način učenja je drugačno, vsebine so itak drugačne, tako da v resnici nisem nikoli pomislila, da bi lahko kaj drugega študirala in sem bila zelo nesrečna, če bi morala kaj drugega študirati. Ne? Tako. Ampak zanimiva se mi zdi tale pot iz fotografije, torej v slikarstvo in potem... Ne iz fotografije. A niste rekla fotografija na oblikovni? Na oblikovni sem študirala modo, srednja, ne? Ja. Potem pa, ampak pač tam so bile te usmeritve, moda mi je bila najbližje, tudi odlična iztočnica je bila za to, da si lahko za ročne spretnosti in da si lahko takrat kaj sešil. Potem sem se odločila za slikarstvo na akademiji. Okay. Potem ste pa zaključila asistentka in potem... Potem sem specialko pisala restauratorsko in nekako me je pot, bom rekla, po nekih srečnih naključjih vodila skozi to zgodbo, da sem danes še vedno tukaj z vami. Restauratorstvo ima skupaj z videom in novimi mediji najnovejše prostore. Kakšni so bili prostori pred temi novimi na Tobačni in a so pogoji za delo veliko lažji ali se prostor sploh ni tako zelo pomemben? Prostor je zelo pomemben, pa ne samo zaradi pogojev za delo, za študijski proces, ampak tudi za sobivanje znotraj skupnosti. Mi smo bili prej kot, se pravi, naši študenti, študenti restauratorstva, smo bili prej praktično raztreščeni na več lokacij. Ena od teh je bila univerza, se pravi klet univerze, popolnoma nemogoči prostori, plosnivi. Druga je bila lokacija Svečeva, potem pa še si zamislite poti do vseh ostalih lokacij, ker imamo ogromno študijskih vsebin, ki so vezane na druge fakultete. Se pravi, bil ta gibalni prostor zelo aktiven v mestu, pa še Rjavčeva, pa še Dolenjka, tako da praktično, jaz se spomnim, mislim, da je zdaj to 3. leto, odkar smo na Tobačni skupaj s smerjo videoanimacije in novi mediji. Oni so bili takrat na srednji šoli na Roški, sreča v nesreči, da je zaradi gradnje objekta zraven prišlo do nekih razpok, in da niso smeli več v tistih prostorih biti. Tako da smo nekako potem čez poletje pravzaprav organizirali, je bilo kar veliko truda v to vloženo z neko širšo ekipo, ampak nam je uspelo priti zdaj do teh najemniških prostorov začasnih, ki so seveda boljši, večji, ampak jaz pravim, da to še vedno ni to. Jaz bi zelo želela, odkar sem tukaj, si zelo želim, pa ne samo zaradi Parfoxov, ampak predvsem zaradi študentov, da so skupaj, ker potem vse te sinergije nastanejo in ideje spontano, in je zdaj pa treba več truda to vlagati, pa mogoče na drugačne načine peljati te zgodbe. Ja, konstantni so te neki zidovi med kroženjem informacij, mnenj. Tudi logistike je več, tudi za vse zaposlene, časa gre več na ta način. Sam zamislite si, zdaj, ko imamo preizkuse posebne nadarjenosti, je treba z večjih lokacij spraviti neke tehnične pripomočke na eno lokacijo, in plus še milijon takih stvari. Ampak zanimivo, da so vas dali med plesen v klet univerze, ste potem najprej tisto plesen mogli porestaurirati, preden ste se lahko sploh... Ne, saj smo neke zaščite naredili, ampak prostor ni bil idealen, daleč od tega, tudi prostorsko, tako da, ampak nekako smo pa vseeno spravili program skozi, in jaz se spomnim nekaterih zdaj že bivših študentov, alumnov, ki so rekli, vse po svoje bilo pa tam tako cozy, tako prijetno domače, ampak jaz sem se hitro navadila. Ja, saj se mi zdi, da si vedno znamo malo poracionalizirati določeno situacijo, v kateri smo. Se mi zdi, da tudi večina študentov iz Dolenjke ima Dolenjko radi, ne pa pomeni to, da si pa ne bi absolutno želeli neke nove enovite lokacije za celotno srednjo akademijo. Ja, seveda. In ko sem me vprašal na začetku, ali je drugače, ali so zdaj pogoji, kaj prispevajo,
ogromno prispevajo, ker smo se pravzaprav lažje delaš, lažje jemlješ projekte, lažje tudi tuji študenti, recimo Erasmus študenti, ki prihajajo na izmenjavo, rabijo neke standardne pogoje, primerljive, se pravi, njihovim. Z tega vidika je tudi tukaj plus, pa tudi odkar smo dobili te nove najemniške prostore, lahko rečem, da smo kar tako malo zacvetela. Tako to je tako rožica, ki jo zalivaš ali pa ne. Fino. Zadnjič smo imeli v gosteh tole našo dolgoletno modelko Nevenko, ki je prišla ravno med pavzo pri sprejemnih izpitih za restauratorstvo in je poudarila, koliko veliko interesentov je in koliko kar brni tam neka energija restauratorska, medtem ko se mi zdi, da se je restauratorstvo pa verjetno nepravično prijel nek sloves ali pa vsaj mislijo tisti, ki ne študirajo restauratorstvo, da mogoče to malo upada oziroma da ni toliko zanimanja. Ampak se mi zdi, da če sem zdaj prav razumel, se kar dogaja na restauratorstvu. Ja, mislim, zanimanje je tako. Jaz se spomnim, ko smo začeli ta študij, zdaj bomo 30-letnico praznovali, naslednjo leto, organiziranega študija, smo imeli vsi kandidatov tam okoli 40 na spremnih preizkusih posebne nadarjenosti. Zdaj jaz mislim, da tudi zaradi ponudbe v visokošolskem prostoru pa se srečujemo s tem upadom generacij, pa spet z porastom generacij, ampak vsakič jih je tam okoli 15, 20, letos smo imeli 22 vseh kandidatov, se pravi prva, druga, tretja želja še. Ampak ja, je tak bazen, da lahko izbiraš. In je pa tudi tako, da si študij, da marsikdo premisli, a ga to res veseli, ker je res usmerjeno področje, tako da ponovadi tisti kandidati, ki pridejo na preizkuse posebne nadarjenosti, imajo res izdelan fokus, da si v tem želijo ostati. A pa je biti restaurator nekaj, recimo temu, meditativnega? Se mi zdi, da v tem nahajpanem svetu, kjer vse je tako hitro se dogaja in skozi je nek močen pritisk zunanji, notranji, kakršnikoli, si predstavljam, da je restauratorstvo pa nekaj, kar te lahko malo umiri, kjer moraš biti malo počasnejši, zadihati. Ja, predvsem moraš biti zelo, kako bi rekla, pravzaprav moraš dobro premisliti, kako boš cel svoj projekt zapeljal in kaj bo vsak naslednji korak, kaj lahko vsak naslednji poseg, kakšne so tveganja, kakšne so, recimo, če pride do določenih sprememb. To pomeni, da je ogromno nekega načrtovanja prej, tudi testiranja. Potem, ko ti začneš delati, si z umetnino, zelo lepo je, če imaš pred sabo dober kos, ker si vedno ponižen pred njem, in potem na nek način je, tako kot ste rekel, meditativno, zato ker si v nekem času, ponavadi so določeni postopki kar zelo dolgotrajni, kakšni preveč mukotrpni, recimo kakšno kitanje, niveliranje, ampak na koncu, ko vidiš, kako umetnino izboljšuješ v pravi smeri, potem si na koncu vedno pride nagrada, kar rečemo, recimo, ki je umetnina končana in je nagrada za vse nazaj. Vložek je pa kar velika. Ampak lahko predstavlja neko protivtež zunanjemu svetu, nek odmiku od, recimo, tega vsakodnevnega bum, 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 bum. Sigurno, se mi zdi, da so vsi te poklici ali pa študiji na akademiji taki, da zahtevajo neko osredotočenje, nek mir, pa res veliko koncentracijo. Tako, sploh tlek, če se vrnem nazaj, pri konzerviranju, restauriranju, sploh pri restauriranju, ki je treba, recimo, retuširati, tle je treba res veliko koncentracije, da ti nadziraš svoj miselni proces, katero barvo boš izbral, da boš lahko najbolj se približal izvirniku po določenih kriterijih, ki obstajajo, oziroma metodologijah. Tako.
Koliko je pa kakšnega dela na terenu, recimo freske ali pa s neki spomeniki? Ja, ogromno, odvisno od tega, katero področje oziroma katero gradivo, za katero gradivo se gre. Stenskih slik, dobre mozaiki se lahko prenesejo, ampak večinoma stenske slike, tega je ogromno, se pravi so ti tereni čez poletje. Tudi jaz, ko sem bila še študentka, smo si ponovadi polet služili kruh z delom na projektih, se pravi na terenskem delu, pri restauriranju freks, tako da ja, tega je veliko in ponovadi študenti jih je kar težko dobiti čez poletje, še za kaj drugega, ker imajo že vse projekte rezervirane. To je fino. Dela ni premalo. Dela je ogromno, tako bom rekla. Dediščina zahteva stalno skrb, preventivo, nego, vzdrževanje, kakorkoli. Tudi privatni sektor se tega čedalje bolj zaveda, in tudi išče konzervatorje, restauratorje. Je pa res, da v nekih muzejih, galerijah ali pa recimo na restauratorskem centru so pa te, ko rečem, fiksne službe, tle pa je omejitev. Čeprav zopet, zdaj prihajamo v neko obdobje, kjer so obstoječe generacije, počasi bo šle vse v zasluženo penzijo in bo treba mlad kader angažirati, da se pač nadomesti te generacije. Tako da so neki valovi, ki so enkrat močnejši, enkrat pa malo mirujejo. Omenila ste kulturno dediščino, pa bi se mogoče malo vrnil, ko sem prebral opis, sem prebral, da sodelujete v strokovnih komisijah za varstvo kulturne dediščine. Kako pa izgleda to delo? A odločate recimo o tem, kaj naj sploh bo kulturna dediščina oziroma na kak način jo ohranjati? Ja, tako jaz sem, mislim, da več kot 10 let sodelovala v strokovni komisiji Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino. Kot članica, zadnja 4 leta kot predsednica, zdaj žal ne več, pač nekako do enih določenih odločitev sem sama prišla, tako da sem nekako rekla, da je dovolj. Tako da večinoma se te komisije ukvarjajo z razpisi, se pravi, ko pride razpis za obnovo kulturne dediščine, je treba potem te vloge vse ocenjevati, razmišljati tudi o morebitnih spremembah kriterijev, dajati neke predloge o mogoče načinu pristopanja k obnovi dediščine v Sloveniji, ampak to so mogoče mlini, ki meljejo malček počasneje, drugače je bila pa naša vloga večinoma, da smo odločali o prijavah na razpise, se pravi ocenjevanje, pa potem o vlogah za samostojnega delavca na področju kulture, odvisno za kjer sektor, področje komisije. Okay, potem pa še ena zanimiva vaša, tudi nekdanja služba je bilo dekanovanje, mislim, da med 2017 pa 2022? Ja, bo držalo. Ja? Kako se pa je to recimo razlikovalo od vašega, zdaj ste vodja oddelka, kaj je tudi na nek način administrativna, vodstvena, tudi vodite nekaj? Ja, je kar vodstvena funkcija, je odgovorna. Jaz vedno pravim, da je to zelo odgovorna funkcija, predvsem zato, ker imaš delo z ljudmi, zaposlenimi, ki največkrat zelo zahtevno, zato ker imamo različne zaposlene z različnim razumevanjem procesov, ki se znotraj skupnosti dogajajo, z različnimi ambicijami. Ampak če me že vprašate, kako sem jaz to vlogo videla, tudi zdaj, kot sem predstojnica, se bom malo pošalila, pa bom rekla, če si enkrat dekan ali pa dekanja, pol vse ostalo imaš praktično v mezincu. Vse ostalo je veliko manj težje in jaz vem zase, da sem zelo organizirana, da imam rada pač nek protokol, nek sistematično delo. Tako da... To so verjetno tudi lastnosti dobrega konzervatorja. Ja, seveda, kar rečeš, zakaj bo pa toliko dobro, ja, mogoče vedno v življenju pa kaj pride za to, da potem mogoče kdaj v nekem trenutku rabiš, ampak kakorkoli, mislim, da tako bom rekla,
ogromno sem se naučila, jaz vedno vzamem kaj takega kot izziv. Imela sem odlično ekipo, tako da če bi me danes vprašali, a mi je bilo kaj žal, absolutno ne. Ja, je odgovorna funkcija zato, ker ni samo administrativno delo kot prvo. Je delo, ki zahteva, da vsak se z nekimi ambicijami javi za to funkcijo, ne? Da določene vsebine premakneš, spremeniš ali mogoče kaj, kar je nevidno, urediš. To pa predvsem moraš imeti ljudi rad, no? Da se spraviš kandidirati na tako pozicijo. Moraš imeti čas delati za ljudmi in to ti ne sme biti odveč. Ja, sprašujem zato, ker se mi zdi, da se študenti pogosto ne zavedamo recimo že dela pedagogov, ki ga opravijo poleg tega, da poučujejo, še vsa birokracija, ki pride zraven, tako se mi zdi, da je tudi, da vidimo mogoče funkcijo dekana oziroma dekanje kot neko vzvišeno funkcijo nekega vrhovnika, umetnika, pozabimo pa mogoče oziroma ne razmišljamo o temu, koliko neke birokracije, administracije, medosebnih odnosov to še prinese zraven. Ja, če bi bilo to ta čas mogoče bolj prijazen upravljanju organizacij, da ne bi bilo toliko sprememb čez procese, a ne, potem bi se lahko ti res bolj posvečal nekim strateškim projektom, a ne, ki si jih vključil v neko razvojno obdobje oziroma v strategijo. Tako pa seveda prihaja vedno neki moteči elementi, bom rekla, ne, oziroma procesi, na katere jih nisi dal v letni plan in potem se moraš seveda s tem tudi ukvarjati, ne. Tako da ogromno je dela in pozicija vodje ali na kot predstojnik oddelka ali pa kot dekan ali pa dekanja nikakor ni neko ali pa nikakor, bom rekla, ni primerljiva delu pred 30 leti. Jaz se še spomnim tistih časov, ne, ko so prišli dekani podpisati kaj in odšli, a ne, danes je zelo, zelo drugače. Morda zaradi tega tudi veliko več dekan kot nekoč, ne, večinoma so bili to danes to ni nek prestižno, ki bi se prišel kot neka oseba pokazati, je ogromno nekih procesov, ki jih moraš skupaj z nekim ožjim timom dobro krmariti. Ja, mislim, deluje kot zelo garaško delo, ne samo... Ja, ampak a ne, nekako... Je vredno, nagrajujoče? Mislim, odvisno s kakšne pozicije vstopiš, a ne? Tako bom rekla. Če prideš z nekimi ideali, jaz nisem nikoli prihajala z ideali, se moraš postaviti na realna tla, mogoče malo manj pričakovati in pol si lahko večkrat prijetno presenečen. Je pa sigurno, da moraš biti organiziran in sistematičen. To je pa mislim, da predpogoj. Ja, absolutno. Ja. Kaj vam akademija pomeni zdaj? A je to samo služba ali je nekaj veliko več? Bom šla spet en korak nazaj. Prosim. Pa bom rekla, jaz sem že, ko sem blizu srednje šole za oblikovanje in fotografijo živela, sem šla vedno rada v šolo, na srednjo šolo. Na akademijo sem vedno kot študentka rada hodila. In tudi zdaj vedno rada hodim. Tako kot včasih moš reče, pa kaj spet delaš čez vikend? Jaz ne jemljem niti to kot delo, zato ker ga imam rada. Vse, kar delam, ali je to pač bolj ocenjevalno delo, ali so priprave na pedagoško delo, ali je neka administracija, kot ste rekel, ampak je spet prava. Administracije je veliko, če ne poznaš, ali pa če si ne vzameš časa in spoznaš določena orodja, ki so ti v pomoč. Se treba tudi kaj naučiti, ne? In potem je lažje. Nijo pa to, da je noben ne bi zmogel. To pa, ne? Je pač nek minimum, pa treba narediti. Tako da ja, rada hodim v službo, zelo rada, če ne bila več tukaj, že toliko časa. In tudi mi je všeč, ko vidim, da se stvari razvijajo, da se razvijajo v pozitivno, tako da in veliko smo naredili, konec koncev, prej sva rekla, dobili smo nove prostore, iz tiste majhne luknje smo šli zdaj v dva nadstropja,
In jaz sem prepričana, da bomo šli tudi v novo stavbo. Kdaj pa napovedujete novo stavbo? Malo ugibamo zdaj z vsakim Ja, gostom. zdaj na zadnje je dekan oziroma prodekan omenil 7 let. Če je to dolgo ali ne, vsak presodi zase. Mislim, da v bigger picture ni več, mislim, glede na koliko časa čakamo, čakajo, že to novo stavbo je teh 7 let na koncu drobiš. Ja, odvisno z kere perspektive, jaz sem upam, da preden šla jaz v penzion, da to bo. Ok, pa mogoče sam še sicer pričakujemo vsi novo akademijo, ampak kakšna je pa mogoče siceršnja vizija prihodnosti za akademijo ali pa njena vloga v družbi prihodnosti? Jaz mislim, da je velika, saj že zdaj, če zdaj je bolj pomembna, bom rekla, v teh norih časih, kjer so vrednosti drugače usmerjene, ogromna in jaz si zelo želim res, da bi dobili eno tako, bom rekla, en tak prostor, kjer bo možno vse te potencijale, ki jih imamo študenti, znotraj akademije, znotraj vseh področij, tudi izkoristiti čim bolj in tudi dobro preplesti. Predvsem gre za to, da prepletemo študijska področja, da je več nekih projektov, ki nastajajo med različnimi strokami. To se mi zdi ključno in če smem tukaj na tem mestu reči, da mi je zelo žal, da je ta projekt 3 umetniških akademij, da nikoli v resnici ne bo zaživel, ker jaz včasih rečem malo za hec, pa bi se nas pa res mogli bati. Ja. Ok, malo sva se dotaknila, se mi zdi, s tem odgovorom interdisciplinarnosti, pa se mi zdi, da sem večkrat zasledil, da za kakšne restauratorske procese se zdaj uporablja že neke v laboratorijih grajene, pa popravite me, če se motim, ker sem kar laičen, kar se tega tiče, ampak ne, da prihajajo tudi neki bioprocesi v igro, da se združujemo, torej ne samo neke umetnosti, vizualne, zvočne in take, ampak da se umetnost pogosto, za ostale smeri mi je kar jasno, ker mi restauratorstvo ni toliko poznano, mi je mogoče malo manj, ampak se mi zdi, da se tudi restauratorstvo da zelo fino interdisciplinirati. Ja, saj že zdaj, imamo v bistvu študij prepleten in z kemijo in z fiziko na nek način in z biologijo, tako da ogromno je teh različnih strok, tako da in se že zdaj prepleta. Eno je to naravoslovno področje, drugo je družboslovno, ki ima mogoče tudi en velik vpliv, tretje pa to, potem rezultira se lahko vse to pa tudi v promociji dediščine, kjer pa recimo, tako kot ste rekel, govorimo potem o vključevanju in zdaj recimo ima moja kolegica več nekih takih projektov dela, kjer vključuje in študenti z AGRFT-ja in z glasbe in z naravoslovno-tehnične fakultete, ker vsak s svojim znanjem nekaj prispeva k nastanku enega, pa k realizaciji projekta. Tako da že zdaj je to zelo močno in vidim, da v prihodnosti brez tega pravzaprav je že težko govoriti o neki interdisciplinarni stroki, ker ne vem, katera stroka danes ni interdisciplinarna oziroma če ni, je nekaj zelo narobe. Ja, jasno. Ok, mogoče za zaključek še kakšne želje za akademijo ob njeni 80. obletnici. Se mi zdi, da bomo v novo šolsko leto vstopili z novim vodstvom, kakšne so, mogoče sploh ne napovedi, ampak samo želje za to neko bližnjo, kaj želimo akademiji v neki bližnji prihodnosti. Poleg stavbe, absolutno. Ja, mogoče, da se v bistvu je zelo lahko vprašanje, na nek način študiram sploh kako odgovor, da bo malo poetično vse skupaj izpadlo. Jaz bi v resnici želela, da se vsak zaveda, da lahko s svojim znanjem, ker absolutno imamo različna znanja in različne sposobnosti, da lahko vsak prispeva s svojim znanjem in sposobnosti en delček v našo skupnost, k rasti, to
Želela bi se malo več potrpežljivosti vseh, sploh v tem času, a ne? In več nekega proaktivno naravnanega razmišljanja, tako strani študentov kot zaposlenih. Drugače pa jaz mislim, da meni je bilo vedno, kot sem rekla, lepo na akademiji in se mi zdi, da kakorkoli, da smo malo občutljive rožice na tem, a ne, tlene v tej instituciji, tako da včasih treba se eno pravo gnojilo izbrati, pa stvari grejo, a ne, naprej. Super. Lucija Močnik-Ramovš, najlepša hvala za tale jutranji pogovor, družbo v studiu. Ja, hvala lepa vam za povabilo. Ja, prosim pa eno lepo poletje. Ja, enako. Hvala. Akademija? Super. Kaj ti je? Ja, fajn pogovor. Lušen, kaj ti je? Akademija? Akademija. Kaj ti je? Kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija? Kaj ti je?